Zdravo vsem. Danes ne samo, da ponavadi je situacija taka, da Marko najavi, potem jaz še enkrat najavim, potem nekdo predava. Zdaj sem samo najavil. Ja, da je bila pa samo Markova najava, teda jaz bom mogoče vseeno izkoristil še čisto za začetek to, da se pravi zadnji dogodek v letošnji seriji Glasbeni posel v Mariboru. Kot že parkrat povedano, pa vsakič bom to ponavljal, gre predvsem za to, da skušamo predstavljati različne stebre glasbenega posla, ker kdorkoli, s katerokoli profesijo se v glasbi ukvarja, se pravzaprav mora na nek način soočati z različnimi temami, poznati različne stvari in več kot veš, več veljaš, kako že pravim, temu je pa tudi konkretno danes ta delavnica, predavanje / delavnica, v bistvu ta delavniški del bomo probali samo malo potipati, se pravi, ne bomo imeli časa se iti neke zaresne delavnice in tudi vsebine, ki jih bom danes predstavil, bodo na nek način bolj v grobem predstavljene. Samo toliko, da vas malo v bistvu vzdramim oziroma da to naredim tudi v upanju, da za kasnejše sodelovanje, se pravi, želimo si Mariboru to zgodbo graditi tudi naprej, podobno kot to delamo že par let v Ljubljani. In bom začel. Se pravi, naslovil sem tole današnjo debato oziroma predavanje Destinacija inovacija. Zakaj? Se mi zdi, da ne glede na to, s čemerkoli se ukvarjate na področju kulture, pa tudi širše, ampak rečemo, da smo tukaj kulturniki in se bomo pač terminološko oziroma vsebinsko držali tega polja. In na vseh področjih v bistvu, se pravi, ali se gre za razpise, ali gre za kreiranje vaših konkretnih projektov, vse skozi je v bistvu treba iskati neke inovativne rešitve in mogoče ima sama inovacija v tem kontekstu tudi malo slab prizvok, taka new agerska terminologija je, skozi je treba neki biti inovativen, skozi se neki out of box treba skakati, skozi se pričakuje, da si izmislite nekaj novega, ampak pravzaprav, ko govorimo o inovacijah, ni nujno, da govorimo o stvareh, ki si jih boste vi prvi na svetu izmislili, verjetno bo to zelo težko. Glede na ta pretok informacij pa vsega tega je praktično nerealno pričakovati, da se vam bo porodila neka ideja, ki si je ni še izmislil nihče na svetu. In kot ste mogoče že izvedeli kdaj, ideja sama po sebi ni toliko vredna. Mislim, da je ideja malo precenjena reč. To večkrat vidim tudi v tem kontekstu, da ne vem, na področju avtorskih pravic se vedno gre, kdo je tisti, ki se vse skupaj spomni. To sploh ni pomembno v kontekstu avtorske pravice, se pravi, ideja v avtorskem pravu ni zastopana, sama ideje ne morete avtorsko zaščititi, tisto, kar zaščitite lahko, je realizacija ideje. In to je mogoče ena čisto taka uvodna misel, to, kar bom danes skušal vam predstaviti. Zdaj, v bistvu sem cel ta posvet razdelil na 3 dele. In sicer, kot že rečeno, ukvarjali se bomo z inovacijami, tehnikami, kako do inovacije pridemo, ampak da to ne bo neka stvar čisto v zraku, se mi zdi smiselno, da gremo mogoče najprej čisto en presek tega pogledati, kaj dejansko pomeni strateško planiranje, zato da potem v bistvu dobite občutek, na katerem mestu vstopi ta inovacija in na kak način v bistvu potem pripomore k sami kakovosti strategije in tako naprej. Pol bomo pa v bistvu še nekaj praktičnih poskusov izvedli, takrat lahko kamero ugasnemo, se pravi, bomo poskušali narediti eno dosti bolj sproščeno vzdušje in imeli boste možnost bodisi lahko nekaj stvari naredimo čisto plastično, lahko pa, če ste dovolj pogumni, pa po mojem vas ne rabi biti strah, tudi mogoče kak konkreten svoj case date na plano, pa se lahko malo poigramo s tem, kaj se da v tem kontekstu narediti. Ok, gremo dalje. Strateško planiranje. Mogoče še minutka, da povem nekaj, koliko sem jaz do teh vsebin sploh prišel. Jaz sem skratka zdaj zaposlen na SIGIC-u, Slovenski glasbeno-informacijski center. Predtem sem 10 let delal na Ministrstvu za kulturo
In mislim, da je ravno 10 let tega, ko je Ministrstvo za kulturo uvedlo 4-letne programske in projektne razpise. In takrat sem bil tudi jaz med pobudniki oziroma zagovorniki ideje, da nima smisla, da mi prijavitelje, se pravi, pričakujemo od njih aktualnost in inovativnost, hkrati pa od njih pričakujemo, da bojo v bistvu že v samem razpisni vlogi za 4 leta definirali program, ki ga bodo izvajali. Se pravi, to dvoje ni šlo skupaj. In takrat smo v bistvu uvedli sistem, po katerem je lahko prijavitelj oziroma moral prijavitelj samo za 1 leto natančno specificirati program. Ostala obdobja, znotraj katerega je bilo, se pravi, ostalo pogodbeno obdobje, pa v bistvu definirati predvsem skozi svojo razvojno komponento, se pravi, se pravi, iskanje načina, skozi katerega bo pokazal, da je njegov projekt razvojno naravnan, da je vzdržen, se bomo pa točno videli, kaj še znotraj same strateškega planiranja, kaj vse še najdemo. In takrat tudi jaz nisem čisto dobro še razumel, kaj to strateško planiranje je. V bistvu pa zelo hitro ugotovite, kadar tisti, ki piše razpis, ne ve, kaj je strateško planiranje, ko vam recimo reče, napišite svoj strateški plan za obdobje od 2020 do 2023 in potem vam reče, naredite to v 1000 besedah, se pravi na ene A4, pol strani ali pa 1 stran A4, se pravi, to ni logično. Potem ti v bistvu kandidata že takoj postaviš v neko luč, ki bo v bistvu naredil nek zapis, ki najverjetneje ne vsebuje teh nekih ključnih komponent. Pa sem imel v bistvu srečo, na Sigicu sem se 1 leto prijavljal na razpis Ministrstva za javno upravo, ki je bil pa izjemno kompleksen. Približno 2 meseca sem to vlogo pisal, nismo dobili sredstev, sem pa jaz osebno dobil nek bajen socialni kapital, ker sem se v bistvu skozi to vlogo naučil, kaj pravzaprav je strateško planiranje. Spravi, na eni strani sem ugotavljal, ok, to je kompleksno, kva hoče vse slišati od mene, moram se ukvarjati s tem, pa s tem, pa tem. Ampak potem, ko greš čez ta postopek, dejansko vidiš, da zadeva ima smisel in ne dobiš mogoče denarja, ampak dobiš prvič neko konsistenco tega, kar ti nameravaš narediti, in pa pridobiš tisto, kar se pa meni še zmeraj zdi v bistvu največja vrednost vsake nevladne organizacije, vsakega zavoda, vsakega posameznika. Pridobiš socialni kapital, se pravi, pridobiš veščine, pridobiš znanje, veš, na kak način to znanje aplicirati na projekte, ki jih izvajaš. In jaz mislim, da je to pravzaprav neka največja vrednost tega, kar lahko dosežeš znotraj neke organizacijske, produkcijske, kakršnekoli dejavnosti. Ok, tukaj sem v bistvu postavil 5 teh nekih ključnih gradnikov strateškega planiranja in bom začel na tej strani, se pravi analiza. Če greste na splet, je v bistvu vsak javni zavod v Sloveniji zavezan k javni objavi svojih strateških načrtov. Pojdite za hec pogledati, kako ti strateški načrti izgledajo. Se pravi, pri enih se vidi, da vejo nekaj več o tem, pri enih se vidi, da ne vejo nič o tem, pri enih se vidi, da v bistvu razmišljajo povsem nerealno. Primer Slovenske filharmonije pred časom izpostavlja tudi pismenost direktorja, ampak to zanima veze. Skratka, ta segment analize je v bistvu ključen, hkrati pa najmanjkrat uporabljan. Se pravi, fundament, neka analiza tega, kar počnete, se pravi, odkot prihajate, kaj ste pač delali do zdaj, kakšno zgodovino ima vaša organizacija do zdaj, kakšne so vaše izkušnje do zdaj. In potem, ko se ukvarjate z analizo, imate tu določene, samo toliko, da veste, oblik strateškega planiranja je veliko. Jaz tukaj pač posredujem tisto, kar pač jaz v praksi uporabljam, za kar tudi lahko povem, da pač funkcionira. Načeloma je ta struktura bolj ali manj podobna, so pa potem mogoče neke nianse znotraj tega, kaj posamezen steber vključuje. Se pravi, ko govorimo o analizi, jaz temu pravim mikro-makroanaliza v štartu. Se pravi, mikroanaliza v bistvu pomeni
prvič to, da skušate nekako analizirati, oceniti svoje lastno delovanje do tega trenutka, pa neko ožje okolje, znotraj katerega delujete. Ne? To, kaj je v tem kontekstu ozko, je lahko zelo diskutabilno, se pravi, ozko je lahko neka lokalna skupnost, ozko je v končni fazi lahko tudi Slovenija, glede na to, koliko je velika, še zmeraj lahko o ožjosti govorite tudi v smislu nekih mednarodnih, regionalnih specifik in pa potem neka makro, kjer pa v bistvu skušate dobiti neko celostno sliko o tem, kaj se pač dogaja na področju, v katerem delujete. Zakaj je to dobro, bomo videli malo kasneje. Ponavadi pri analitičnem delu ocenite tudi svojo konkurenco, pogledate, kaj delajo drugi, ki se ukvarjajo s podobnimi stvarmi kot vi, vidite potem, v čem so boljši od vas, v čem so slabši od vas, se pravi, znate nekako oceniti svojo pozicijo znotraj teh playerjev, ki se v končni fazi bodisi potegujejo z vami za ista projektna sredstva razpisna, se z vami potegujejo za pozornost istega občinstva, se z vami potegujejo za plakatna mesta dogodkov, ki jih v približno istem času izvajajo. To je dobro in tudi bom potem povedal, zakaj je to dobro. In ta ključna stvar, se pravi, ne morete upravljati tistega, česar ne znate izmeriti. Zato sem jaz v bistvu toliko razočaran na to menedžersko krajino v kulturi, ker pravzaprav nihče zares te naloge ne opravi. Vsi napišejo, ne vem, zelo pogost stavek, ki ga lahko preberete. Se pravi, analiza v enem stavku, ko se glasi, dosegli in presegli smo vse načrtovane cilje, pika. Zdaj, kaj zdaj to pomeni? Se pravi, ta oseba je bodisi nek Superman, čeprav tudi Superman je imel svoje šibke točke, ali pa ta oseba dejansko oseba, ki nobenih zaresnih ambicij oziroma razvojnega potenciala znotraj tega, kar počne, ne vidi. Se pravi, gre samo za ohranjanje nekih istih, se pravi, delo po neki inerciji. Poslanstvo vizija je potem situacija na drugi strani. Se pravi, če ste na eni strani ugotovili to, kar počnete, iz prakse ugotovili, kaj se pač v polju, v katerem delujete, dogaja, imate v bistvu potem na eni strani vprašanje, kam pa želite priti. Se pravi, to, kamor greste in kamor želite priti. Da, če delate v kakšni organizaciji, zavodu, imate ponavadi že v ustanovnem dokumentu, se pravi statutu, ustanovitvenem aktu, že en člen, ker to pač po zakonu mora biti, ki definira to, s čimer se recimo vaše društvo, vaša organizacija ukvarja. Vsi vemo, da je to ponavadi taka zelo pavšalna navedba, ponavadi se statuti tako kopirajo in se pravi, da je treba to vendarle še nadgraditi v neko prepoznavanje potreb tiste stvari, s katero se ukvarjate, da v bistvu ugotovite, do kod sežejo vaše ambicije. Tukaj ste lahko tudi nerealni, tukaj si lahko v bistvu postavite neke cilje, za katere veste, da jih verjetno v celoti zares ne boste mogli nikoli doseči, ampak boste tekom procesa ugotavljali, ali se jih vendarle ne da doseči in na kak način, če se jih ne da doseči, na kak način jih potem zmanjšati, v katero smer zapeljati ta svoja pričakovanja, svojo vizijo, da bo pa vendarle realna in izvedljiva. Preverjate jasno tudi ciljne skupine, se pravi, če ste društvo, sploh če ste društvo v javnem interesu, sploh če se prijavljate na razpise, morate ponavadi vedno targetirati neko skupnost, za katero to počnete. Se pravi, morate ugotoviti, biti na razpolago tej skupnosti, poslušati njihove potrebe, ugotavljati, kakšna so njihova pričakovanja do vas in tako naprej. Se pravi, tukaj potem imate na eni strani sliko, kje ste, na drugi strani sliko o tem, kam bi to želeli pripeljati in kako bi to želeli doseči. SWOT analiza. Jaz ne vem, koliko je z vami, ampak meni, ki so v srednji šoli razlagali, kaj je to SWOT analiza, jaz nisem nič razumel in tudi potem, ko sem jo mogel razne seminarske naloge vključevati, mi v bistvu ni bilo čisto jasno, zakaj to delam oziroma v bistvu, čemu to sploh služi. Se pravi, SWOT oziroma v slovenščini PSSN, se pravi, obravnavanje prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti.
Bom probal to še malo bolj, hvala Marko za tablo, bom probal to še malo bolj jasno povedati, če kdo to že dobro pozna, naj mi ne zameri. Se mi zdi, da bo prav prišlo tudi potem za naprej. Se pravi, imamo prednosti, imamo slabosti, imamo priložnosti in imamo nevarnosti. Ali kdo iz prve roke to razloži? Moram jaz? Ok, bom jaz. Se pravi, prednosti in slabosti se nanašajo na vaše konkretno delovanje. Se pravi, rečemo temu notranji dejavniki. Ne? In ko govorimo o prednostih, jasno govorimo o tistih notranjih dejavnikih, ki so vam v plus, ki jih obvladate. Pri slabosti govorimo o tistih dejavnikih, ki vas zavirajo. In to ne zaradi zunanjih okoliščin, ampak vaših konkretnih notranjih. Isto na drugi strani. Ne? Se pravi, če imamo tu notranje dejavnike, imamo tukaj zunanje dejavnike. In v primeru priložnosti jasno govorimo o pozitivnih, v primeru nevarnosti govorimo o negativnih zunanjih dejavnikih. Te dve kategoriji se tudi pomembno razlikujeta v tem, da pač, če gre za notranje dejavnike, so to dejavnike, na katere lahko vi neposredno vplivate. Ne? Če pač ugotavljate, da je vaša slabost, ne vem, nepoznavanje digitalne komunikacije za promocijske namene, jasno je to v bistvu relativno enostavna reč pridobiti neka znanja, sami lahko to naredite oziroma se to od vas pričakuje. Pri zunanjih je pa malo bolj kompleksno, ne? Ker na te pa pač neposredno ne morete vplivati. Se pravi, v primeru priložnosti gre pač za neke zunanje okoliščine, za katere ugotavljate, da so vam v prid. Pri nevarnostih gre za okoliščine, za katere ugotavljate, da vam niso v prid. In ena zanimiva situacija, zdaj ne vem, če je to specifika Slovenije ali je to pač nekaj, kar je značilno za človeka kot takega, verjetno kar oboje, da se mi praviloma vedno, poglejmo samo slovensko kulturno krajino, ne? Samo o teh dveh kategorijah se ves čas pogovarjamo. Se pravi, pogovarjamo se o tem, koliko mi v bistvu vse obvladamo in koliko v bistvu nam nihče ne dovoli in ne omogoči, da bi to realizirali. Ne? Se pravi, tukaj so vsi naši super projekti, naša znanja, naši skillsi, tukaj so uradništva, ministrstva, policaji, redarji in vsi, ki nas v bistvu cel tiščijo dol. Oboje res, ampak pozabljamo na to, ne? Tukaj je perspektiva. Se pravi, stvari, ki jih lahko popravite pri sebi in stvari, ki so vendarle neke priložnosti zunaj, ki enostavno, če jih ne boste prepoznavali, če se jih ne boste posvečali, jih pač ne boste mogli izkoristiti. Predvsem enostavna reč. Zdaj pa v bistvu še zmeraj malo nejasna lahko zadeva, vsaj jaz sem v praksi večkrat naletel na ta problem, da za določene stvari enostavno ne veš, v katero kategorijo bi jih uvrstil. Ne vem, če obstaja javni razpis oziroma da obstaja financer, kot je občina, država, Evropa. Kako? Ali pa CZK, je to v bistvu na nek način stvar obeh. Se pravi, priložnost obstaja, ampak hkrati če ste od tega odvisni, nikoli ne veste, kaj se bo zgodilo. Bodi si ostanete brez denarja, bodi si bodo rezultati zamujali 100 let, kot se pogosto dogaja, bodi si se bo zamenjala oblast in bo šla perspektiva v neko čisto drugo smer. Ne? Zato jaz v bistvu vedno delam na način, da skušam definirati neke ključne stvari, ki so za moje delo pomembne in potem skušam premisliti skozi vse 4 kategorije. Ne? Ok, dajte mi malo pomagati. Se pravi, kaj rabimo? Za to, kar počnemo, definitivno rabimo ljudi. Ne? Kaj še rabimo? Določeno znanje, ne? Znanje. Kaj še rabimo? Čas rabimo, ne? Če nimaš časa, je težko. Kaj še rabimo? Finance. In ključna stvar za spajanje kreativnega in poslovnika rabite uporabnika. Ne? Bodi se so to
koncertni obiskovalci, vaši kupci, ne vem, kako bi drugače to definiral, se pravi uporabniki. In rečemo, da je to, sicer se verjetno še kaj najdem, ampak sem to, da skušam nekako pokazati to, da pravzaprav vsako od teh kategorij lahko mislite skozi vse 4. Ne? Če gremo gledati kader. Kader je nekaj, kar pač recimo, ali pa recimo, da sta te dve stvari malo skupaj potegnemo. Ne? Ali pa ne, dajmo vsako posebej. Se pravi, ljudje so v vsaki organizaciji oziroma v vsaki neki skupnosti, če je le sreča, v končni fazi ste lahko tudi samo vi, če upravljate neko storitev, kot je solo band ali pa karkoli, pa še tukaj se potem hitro, no, se točno o tem govorim, se pravi, imate nekaj ljudi, imate ljudi, ki razumejo idejo, ki dajejo svoj čas v to, ki imajo določena znanja, ki ne nazadnje razpolagajo z nekimi resursi, ker verjetno s čisto nobenim stroškom se ne da realizirati česarkoli in v končni fazi vse to počnete tudi zato, da neko skupnost nagovarjate. Ne? Potem, če takoj pogledamo, kaj to pomeni z vidika slabosti. Pravi, ljudi imate praviloma premalo, znanje so tudi verjetno sploh dan danes, ker se ta digital switch dogaja praktično povsod, je tudi treba iskreno priznati, če ne drugega zaradi tega, ker se stvari tako drastično spreminjajo, da si vedno malo zadaj, časa je konstantno premalo, cache je tu zmer problem in pri uporabnikih tudi ugotavljate, da mogoče jih ni toliko in da mogoče tudi, se pravi, govorimo o vaših slabostih, ne? Da mogoče pa tudi vi to, kar počnete, kar jaz počnem recimo v okviru tega projekta, ves čas se sprašujem potem, kako v bistvu naj za svojimi, kaj naj jaz naredim za to, da bo v bistvu ljudi več. A pa ni nujno, da gremo samo na količino, gremo mogoče lahko tudi za profil ljudi, ki jih hočemo imeti recimo tukaj in tako naprej. Gremo pogledati na znanje stvari, se pravi, ljudje, ne vem, kaj obstaja, obstajajo javna dela, obstajajo določeni razpisi, ki pač omogočajo zaposlovanje. Še vedno lahko najdete tudi še kakega volonterja, še zmeraj lahko nekoga prepričate, da delate pravo stvar in najdete somišljenike in vam bodo pri tem pomagali. Internet, najboljši vir znanja, po mojem, da ja, saj če ste toliko selektivni in ga obvladate, v bistvu lahko, po mojem, ni stvari. Jaz sem se naučil z žarnico v avtu zamenjati, ker sem po YouTubeu gledal, kako se to naredi. Čas je tudi nekako povezan z kategorijo tega, da si lahko mogoče pridobite nekaj novega kadra. Mislim, da je čas tudi nekaj, kar recimo digitalni svet znova ponuja neke rešitve, ki vam v končni fazi z določenimi skillsi zmanjšajo porabo časa za te stvari. Finance, ko smo že omenili, raznorodni razpisi, zdaj se na področju muzike bojo milijoni deževali dobesedno za področje muzike v naslednjih letih, ampak seveda, če pač se tega ne bomo zavedali, če ne bomo iskali svojih lastnih prednosti in slabosti, kako priti do tega denarja, potem bo pač šel ta denar mimo. In uporabniki, podobno kot sem prej rekel pri ljudeh, verjetno se ukvarjate s stvarjo, ki niste edini na svetu, ki ga to zanima. In potem isto z nevarnostmi. Recimo nevarnost, ki jo jaz ugotavljam na področju ljudi, jo ugotavljam recimo glih na tovrstnih srečanjih, da ne vem, vlagaš v nekoga v smislu, da mu omogočaš neka znanja, praviloma, glede na to, da v Sloveniji ni šole kulturnega menedžmenta, se ti ljudje ponavadi šolajo za nekaj drugega in potem, kad študirajo, ti si že na oni točki, ki veš, ok, ta človek bo zdaj lahko začel nekaj delati, drug dan ta človek dobi, hvala Bogu, neko regularno službo, ki nima veze s tem področjem, s čemer se mi tukaj ukvarjamo in tega človeka v bistvu izgubiš. Znanje, kaj bi rekel za znanje? A mi kdo pomaga? Nevarnosti znanja. Mogoče tudi ne nazadnje povezano s tem, da se določene, ne vem, predstavljate si, da se ukvarjate z neko obrtjo ali pa da imate določene skillse specifične, ki jih danes enostavno ni več. Ker ni več
potrebe povpraševanja po tem. Ne vem, da ste izdelovalec lajne, pa danes živ bog več ne bo mogoče rabo vaših storitev, ali pa da se v bistvu ta potreba toliko zmanjša, da vas konkurenca požre in tako naprej. Tukaj je mogoče zanimiva tudi konkurenca. Ne? Konkurenca je z tega vidika zanimiva, uporabniki. Ne? Če se ukvarjate pa že danes z rock'n'rollom, pa veste, kam, v katero smer potuje glavnina vaše ciljne skupine, recimo mladih, je pač to problem. Ne? Je v bistvu žalostno vztrajati pri nekih stvareh, ki v bistvu vidiš, da ti folk uhaja drugam. Vsem konkurenca je zanimiva, zato je tudi tam omenjena pri analitičnem delu. Ne? Spravi, kje je konkurenca v bistvu lahko v teh 4 točkah? Vem, če ocenjujete konkurenco, v bistvu ugotavljate, v katerih skillsih, v katerih lastnosti ste pravzaprav boljši od njih, ugotavljate, v čem ste slabši, kaj se lahko v bistvu od konkurence tudi učite. Nevarnost konkurence, to je skoraj da logična, ne? Se pravi, tukaj imamo situacijo, ki nam v bistvu drugi odžirajo nekaj, kar nam otežujejo. Zanimivo pa je to, ne? To sem bil zadnjič študiral, kako pa v bistvu na konkurenco gledati z vidika priložnosti, ker tam, kjer je konkurenca, je praviloma tudi neko povpraševanje. Ne? Se pravi, če vidite, da se cel kup firm, organizacij ukvarja z neko dejavnostjo in od tega živi, potem je pač to očitno neko področje, kjer je nek cash flow, kjer so določene potrebe in tako naprej. Upam, da je bilo jasno, no, v bistvu, koliko je pravzaprav ta shema, ne, ki je toliko banalna, ki nam je šla v srednji šoli vsem na živce, predvsem zaradi tega, ker vsaj meni ni bila recimo na konstruktiven način predstavljena in v bistvu nisem razumel tega in nisem znal uporabljati tega. Ko govorimo o uporabi tega, smo pa v bistvu že tukaj. Se pravi, postavljate cilje, postavljate korake oziroma postopke, na katere boste do teh ciljev prišli in kaj boste naredili. Ne? Jasno, uporabili boste svoje prednosti, iskali boste svoje priložnosti, popravljali boste svoje napake. Kaj pa tu? Ta je pa v bistvu zanimiva kategorija, ne? Ker če so to dejavniki, na katere ne morete neposredno vplivati, pa so to hkrati dejavniki, ki vas ovirajo pri vašem delu, v bistvu za hip skočimo sem, ne? Tveganja. In tveganj pač ne moreš odpraviti, lahko se pa na njih pripraviš. Ne? Se pravi, lahko bodi si na neki dolgoročno delaš na temo, da enkrat tega tveganja na družbeni ravni več ne bo, ali pa enostavno imaš plan B, imaš plan C v primeru, da se zgodi to. Se pravi, najslabše v bistvu ignorirati to kategorijo. Ne? Se ti pa hitro zgodi, da se ti cela zgodba poruši zaradi nekih stvari, ki jih bodi si nisi prepoznal ali pa jih enostavno nisi ignoriral. Zdaj, ko postavljamo cilje, ko postavljamo ukrepe, korake in kazalnike, je prvi nasvet, da so v bistvu ti cilji čim bolj jasni in fajn je, da tega ni preveč. Zakaj je fajn, da tega ni preveč? Ker praviloma ta zadeva izgleda nekako takole. Se pravi, postavite cilj 1, postavite cilj 2 in tako naprej. In potem imate v bistvu naslednji korak oziroma naslednji postopek, ki se mu reče, da boste definirali ukrepe, s katerimi boste te cilje dosegali. In teh je pa potem že nekaj več. Ne? Imate ukrep 1, imate ukrep 2, imate ukrep 3 in tako naprej. In potem se zadeva še bolj zakomplicira. Potem zato, da boste posamezne ukrepe izvedli za dosego teh ciljev, boste delali določene korake. Se pravi, vedno bolj specifični ste. Ne? Vaš cilj je v bistvu zelo povezan z vašo vizijo, s tistim, kar hočete doseči. Te cilje ste postavili na osnovi nekega SWOT-a, ki ste v bistvu v nulo definirali vse svoje prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti. In potem v bistvu, ko imate cilj postavljen, začnete malo bolj natančno specificirati to, na kak način boste ta cilj dosegali.
In potem to še zmeraj niso konkretne akcije, se pravi konkretnih akcij, definirali boste konkretne akcije kasneje, ne? In sicer na način, da boste naredili za to korak 1, naredili boste korak 2, naredili boste korak 3 in tako naprej. In zato, ker smo pač rekli tole, se pravi, da enostavno ne morete svojih stvari upravljati, ne morete delati, videti, kam se premikate, če nimate za to definiranih nekih kazalnikov. Ne? In potem ste imeli tukaj kazalnik 1, pa kazalnik 2, pa tukaj boste imeli spet recimo 2 kazalnika in tako naprej. Ne? In zdaj si predstavljate, to morate narediti za vsak cilj. Se pravi, to je ena enota. Ne? Zdaj, če si boste teh ciljev v štartu nabili, ne vem, 10, boste potem tukaj operirali z, ne vem, 60 kazalniki, ki se bojo kar naenkrat začeli prekrivati. V končni fazi vam lahko začnejo tudi neke napačne, zmedene informacije kazati. In to potem ni glih, je v bistvu preveč šodra, preveč vsega in izgubite sliko in potem vam tudi mogoče ni več čisto jasno, kaj je točno vaša vizija, na kak način boste to dosegali. Se pravi, cilj je praviloma neka reč, ki skušate pač za določeno področje zajeti v celoti. Lahko delujete tudi po SWOT-u. Vaši cilji so lahko definirani na isti način, kot se dela SWOT analiza. Recimo, predstavite si en cilj, ki bo vezan predvsem na to, kako boste pač izkoristili več tisti kapital, ki ga že imate. Na drugi strani je lahko cilj številka 2 povezan z pridobivanjem vsega tistega, kar vam v bistvu manjka. Cilj 3 je lahko na nek način povezan z priložnostmi, ki so na sceni in tudi isto z nevarnostmi. Praviloma ne delamo čisto na ta način, ker se stvari zelo prepletajo. Ne? Se pravi, v tem, ko definirate, kaj želite doseči, v bistvu vam postane zelo jasno, s kakimi cilji želite operirati. Ne vem, mogoče se da delati tudi ta način, da dejansko zapišete 10 ciljev, in potem mogoče začnete ugotavljati, da to niti niso cilji, ampak da so to že pravzaprav ukrepi. Ne? Se pravi, da ste že mogoče malo preveč podrobni v tem, kaj imate v mislih. Ne vem, ajde, gremo čisto za kratko eno predstavitev, da bo to malo bolj jasno. Ne? Pa gremo za eno zelo priljubljeno temo. Ne vem, ta cilj 1 je vezan na neko kulturno politiko mesta, v katerem živite. Ne? In ugotavljate, ok, način, na katerega pač, pa to ni zavezano na Maribor, ta problem je povsod prisoten, tudi ne samo v Sloveniji, povsod, dobesedno. Ne vem, če obstaja kako mesto, ker vsi skačejo od veselja, koliko super oddelek za kulturo imajo. Definitivno pa ne vsi pripadniki te skupnosti, eni verjetno že. Ampak rečemo, če je vaš cilj ta, da bi pa želeli pridobiti neke lokalni kulturni program, ki bi bil dejansko udejanjen. Se pravi, piše ga itak vsi, ker ga morajo, udejanja ga pa zelo malo občin, tudi država ima tukaj šibke točke. In da rečemo, da je pač tukaj cilj neko udejanjenje kulturnega programa in kaj boste zdaj za to naredili. Ne? Se pravi, v bistvu tukaj morate definirati potem določene ukrepe in to zmeraj pa delati na način, da je vsega tega čim manj, zato da se vam ta zadeva pol ne razraste v neko shemo. In če imate, kaj v bistvu naredite, kaj lahko vi naredite za to, da bo, ne vem, čez nekaj časa pač razpis ali pa neka strategija dejansko ustrezala potrebam tega, kar skupnost rabi. Tanja, ti zihar veš. Prvo vprašamo, zakaj odločevalce. Se pravi, kaj bi bil v tem primeru nek ukrep? Dialog, vzpostavljen dialog. S kom? Z odločevalci. Ok, ja. Se pravi, dialog z ODL, ne? Okay. Kaj še? Dialog z vsemi, katerih se lokalni program tiče. Tako, se pravi, dialog z, rečemo temu, deležniki, ne?
Ok, samo tukaj zdaj ostavili, se lahko to še... Mediji še. Kako? Mediji še. Bravo. Ja, lahko bi tudi nadaljevali, lahko bi tudi šli to detektiranje podobnih, nekih primerov dobrih praks iz tujine iskali ali kakorkoli. Ne? Ok, pa rečemo, da se pogovarjamo o dialogu z deležniki. Kakšne korake bi v bistvu mogli izvesti, da nam ta ukrep uspe? Kakšne korake? Osebne pogovore, ankete, Ja, v tem smislu. Ne? V tem smislu. Zdaj, pri korakih smo že zelo specifični. Ne? In potem smo lahko tudi pri kazalnikih hitro zelo specifični. Ne? Če smo rekli zdajle, ne vem, ankete ali pa neki intervjuji za sceno, si lahko vi zelo jasne kazalnike za to izpostavite. Ne? In kazalnike ponavadi vedno delaš na način, da v bistvu definiraš neko izhodiščno vrednost, ker ti dejansko rečeš, plan imam narediti en tak intervju na teden, se pravi, izhodiščna vrednost je, hočem izvesti recimo 40 intervjujev in po izteku projekta, fajn je, da tukaj ti, ko delaš strateški načrt, imaš tako v misli že neko časovnico, ki jo lahko seveda še bolj natančno razdelaš. Ponavadi delaš neki večletni strateški načrt, ampak si lahko dosti bolj specifičen o tem, kaj boš naredil prvo leto. Se pravi, specificiraš te aktivnosti tudi glede na čas, znotraj katerega. Recimo ponavadi te kazalnike delamo za eno leto. Zato, da imam, zakaj? Zato? Ker lahko ti pol v bistvu zakaj bi v bistvu 4 leta čakal in ugotovil, da si z enim ciljem, ukrepom in koraki čisto falil, zakaj bi v bistvu to 4 leta delal, če ti lahko v bistvu že v nekem bistveno krajšem obdobju, ali pa ni nujno samo eno leto. Ti v bistvu lahko ves čas evalviraš in na ta način se tudi kazalnike postavljaš, se pravi, definiraš si nekaj in potem na koncu, če je to neka izhodiščna, je potem tudi nek končna vrednost. In potem ugotoviš, da si teh intervjujev dejansko izvedel, ne vem, ali si jih izvedel 50, ali si jih izvedel 20, kakorkoli. Kar ti še mogoče samo po sebi nič ne pove, ampak če imaš pa potem ti eno celo sliko tega, pa v bistvu hitro ugotoviš, ali si kje failal, ali si bil kje preveč ambiciozen, ali si kje v bistvu naletel na neko težavo, se pravi, da si ugotovil, da je teh nevarnosti, da nisi dosti dobro definiral nevarnosti v SWOT-u, da so pač še očitno neki drugi faktorji in praviloma je vedno tako, vedno na nekaj pozabiš. In zaradi tega je to v bistvu dobro. Ker najslabše je to, da ti v štartu zastaviš neko super sliko, ko boš vse naredil, stvar se ti ne izide in v bistvu nimaš moči, volje, ugotoviti, zakaj. Se pravi, tukaj ne gre, zdaj v bistvu ne vemo, ali je dosti 20, ali je dosti 50, ali je dosti 40, ko pa imamo v bistvu celo to sliko nekako postavljeno, pa lahko kaj ugotovimo. Recimo, smisel dialoga z deležniki bi bilo v bistvu oblikovanje neke asociacije. In če pač skozi vse to, če uspeš tako detektirati potrebe, ko vidiš, da imaš dejansko nek following, da imaš nek tribe ljudi, ki razumejo, da to delaš za neko skupnost, ti mogoče to uspe vzpostaviti neko telo, ki je pa potem ključnega pomena za tole. Se pravi, smo rekli, dialog z odločevalci, ker praviloma je problem dialoga z odločevalci, da vedno poteka na ravni posameznikov. Jaz sam sem imel ta problem kot uradnik. Spravi, en dan je prišel v pisarno en in razlagal stvari za svoj problem, svoje okolje. Drug dan je prišel nekdo drug, ki je imel pravzaprav isti topik, ampak čisto svoj pogled na stvari. Po možnosti je ta drugi še nekaj čez prvega rekel in podobno. In potem dejansko nekdo, ki bi si želel nekaj ukrepati in praviloma boste v štartu delali z nekim middlemanom, se pravi, ne boste prišli takoj do ministra ali česarkoli, pa tudi, če boste prišli, bo ta minister potem dal to v presojo operativcem. Imate v bistvu vedno eno pol tako sliko, da imate občutek, da
se dialoga z odločevalci ne da vzpostaviti, ampak je mogoče kaj drugega krivo, da neke druge stvari niso bile narejene za to, da bi prišli do te točke. In potem imate mednarodne asociacije. Ne? Recimo, zdaj imamo glih primer neurejenosti digitalnega glasbenega trga na Balkanu in obstaja Evropska zveza neodvisnih fonogramcev Impala, ki si v Bruslju prizadeva in lobira na polno, da bi se to področje izboljšalo. Oni pridejo na Balkan, ki ga najprej itak narobe razume, misli, da je to ena entiteta, pa ugotovijo, čakaj, tu je zdaj Bosna, Srbija, Hrvaška, Slovenija, Makedonija, vsak po svoje dela, čist zmešan sistem in v nobeni, mislim, v bistvu v tem primeru Runda, Impala pravzaprav spodbudila neko mednarodno zvezo, ki se v konkretnem primeru imenuje Runda, v smislu, dajte se vi najprej v svojem regionu malo povezati, ugotovite, kaj bi radi in potem bomo mi pač to pelali v Bruselj. Ok, malo bluzim, ampak hočem sam v bistvu pokazati, na kak način bi tole v praksi delovalo. Kolikor tolikor jasno? Ja? Spravi, jasni cilji, realni ukrepi, koraki, kaj je realno, se v bistvu pokaže malo kasneje. Se pravi, ne morate v bistvu, včasih je mogoče tukaj niti nisem dobro napisal, mogoče boljše iti malo čez svoje zmožnosti, pričakovati malo več, kot si dejansko na kaj upaš, ne? Kot neko barantanje s samim sabo, si postaviš malo višjo letvico za to, da v bistvu potem ujameš neko, da vložiš več energije, ujameš nek dober rezultat in bolj egzaktni, kot so kazalniki, se pravi, dejansko potem za vsak korak posebej specificiraš, kaj boš znotraj tega hotel doseči, potem lahko rečeš, da si v bistvu, da ustrežaš temule. Evo, inovativnost, to bom zdaj spustil, zaradi tega, ker bo pa to v bistvu pol še, koliko časa mi to že zdaj, kaj delamo? Ok, sam toliko še, ne? Tveganje, trajnost. Se pravi, tveganje so ponavadi ena posebna kategorija. Ok, mi smo se zdaj tukaj lotili nekega cilja povezanega s tveganjem, ne, ker bi pač radi nekaj kulturno-političnega realizirali, ampak to je zelo dolgoročen cilj, precej težek cilj smo si zdaj zadali za tole prezentacijo, ampak pač s tveganji se je treba naučiti živeti, ne, se pravi, bolj, ko ste ambiciozni, bolj boste v bistvu odrezali v tole shemo, boste odrezali in vedno večje so pač, zaradi tega so tudi večje opcije, da se vam tukaj kaj ne posreči. In zaradi tega je v bistvu tveganje nekaj, kar ne moramo nikoli prav zares odpraviti, lahko pa najdemo različne načine, na kak način ta tveganja blažiti. Se pravi, bodi se tako, da res na dolgi rok postavimo nek cilj in celo skupnost peljemo v smer, da se ta problem rešuje, bodi si na način, da se pač vedno imate v glavi, ok, lahko se zgodi to, lahko se zgodi, da ne dobim denarja, lahko se zgodi, da bo dež na mojem super enodnevnem festivalu sred poletja in take stvari. Na te stvari se lahko vsaj do določene mere pripraviš. Lahko pa se ne in potem imaš dejansko katastrofo, ker te nekaj nepričakovanega doleti. Stabilnost, se pravi, ko govorimo o trajnosti, govorimo pač v tem, da je vaša, rečemo temu, organizacija stabilna, da razpolaga z določenimi lastnimi resursi, ki niso nujno sploh samo finančni. Jaz bi rekel, da v polju, ki mi delujemo, je zadnja kategorija, da govorimo o neki finančni vzdržnosti, ampak je pač tukaj drugi kapital. Ne? Ta kapital so ljudje, so vaše povezave, je skupnost, znotraj katere delate in tukaj se pravi, ko govorimo o virih, lastnih virih, ne mislim eksplicitno finančno tudi, ampak predvsem tudi to, da zagotovite, ne vem, če vas danes pobere, da jutri pač vse projekt zaradi tega, vso to vaše 20-letno delo ne bo šlo v franže, zato ker v bistvu nimate nikogar, na katerega bi lahko to prenesli. In to je nazadnje povezano tudi z dolgoročnostjo. Se pravi, če vi delate neke strateške načrte za 5, 10, 15, 20-letno obdobje, verjetno se gibljete k temu, da boste ves ta čas sploh obstajali, kaj šele delali.
Ok. V bistvu, to ni bila glavna tema današnje debate. Glavna tema današnje debate je tole, ampak zato, da smo prišli do tega, je v bistvu bilo zelo fajn dobiti neko širšo sliko o tem, kje se pa pravzaprav ta inovativnost pojavlja. Ne? Se pravi, tako lahko rečemo, to so neke, kako bi jaz temu rekel, to je stvar inovativnosti, to je stvar kreativnosti, to je stvar neke analize. Ne samo analize v tako egzaktnem smislu, to je stvar okoliščin. Se pravi, okoliščine, ki določajo določene specifike, ki jih analizirate, in okoliščine, ki ugotavljate, čemu to vaše delo služi in kaj bi v bistvu skozi njega radi dosegli. To je pa v bistvu stvar nekega izvedbenega plana in tukaj je v bistvu inovativnost pomembna reč in v bistvu zelo jasno. Ne? Se pravi, inovativni hočemo biti pri postavljanju svojih ciljev, inovativni hočemo biti pri določanju korakov, ukrepov, na kak način bomo te cilje dosegali. Zakaj? Zato, ker če ne bomo, pa v bistvu, če bomo delali tako, kot delamo skozi, ne bomo pač nič drugega dosegli, kot to, kar smo dosegli do zdaj. Meni se zdi taka new agerska finta, ampak meni se zdi, da je temu kar res. In seveda to ne pomeni inovativnost nujno v kontekstu, kot sem prej rekel, da so tako zdaj spomnili, tako kot Einstein, neke nove fizikalne teorije, ki bo spremenila cel svet. Verjetno se ne boste, če kdo bo super, jaz se ne bom, ampak vendarle skušaš cel cajt svoje lastno delo analizirati in vleči neke ukrepe, s katerim bi stvari naredil boljše. In tisto, kar je bistveno, da za to inovativnost je seveda najlepše dosegati skozi neko več glav, več ve. Recimo tukaj danes je toliko ljudi, kot bi bilo res super za nek brainstorming. Brainstorming, možganska nevihta. Ne vem, če ste brali mojo napoved tega predavanja, ampak začel sem s tem, da pravzaprav so možgani najbolj len organ. Čeprav je v bistvu tisti, ki ga imamo, s katerim se najrajši hvalimo, ampak je v bistvu organ, ki je v bistvu najmanj sposoben se vreči z nekih ven iz svojih tirnic. Po mojem se človek lažje nauči malo drugače hoditi, kot pa drugače razmišljati. In brainstorming, tukaj smo zdaj, se pravi, prej smo ugotovili, treba postavljati cilje, treba je postavljati ukrepe, korake, kako bomo te cilje dosegali. In brainstorming je dejansko neka kategorija, ki pomaga. Zdaj pa, jaz sem imel vedno težave z brainstormingom, zaradi tega, ker ga mogoče nisem čisto dobro razumel. Ne vem, na Ministrstvu za kulturo smo zelo veliko brainstormali, ampak pravzaprav, ne vem, če imate vi to, pa nimam izkušenj vsem z ministrstva, celo življenje, tudi v bendih recimo, se postaviti bend, ki 3-4 ure debatira o nekih stvareh in išče neke kreativne rešitve, hoče nekaj s sabo narediti. In ponavadi je, rečemo, 5 minut kreativnih, pa se pa ta možganska nevihta spremeni v en tak postan vprašanje, dežek, ki v bistvu niti dobro tal ne zmoči, kaj šele, da bi v bistvu nekaj zares pretresel. In začne se seveda s cilji. Se pravi, če je ekipi, ki brainstorma, se pravi, tukaj smo pa zdaj na področju kreacije idej. Se pravi, ekipa, ki ni čisto dobro jasno, kaj v bistvu je tisto, o čemer se brainstorma, verjetno ne bo kaj daleč prišlo, zato ker bo vsak, ki je udeležen z tega stvari, malo drugače razumel, šel mogoče malo preveč razpršeno v zgodbo, hitro se bo nek konflikt pojavil, hitro bo človek utrujen, predolgo bo vse skupaj trajalo. Zato pravzaprav cilj fajn postaviti na način, da ga vsak razume in fajn je, da ta cilj ni preozek, ne preširok. Prej, ko smo se pogovarjali o temle, recimo, ne vem, udejanjanje nekega
dobrega kulturno-političnega programa, je to verjetno nek preveč ohlapen cilj. Ne? Se pravi, dobro bomo spustili malo za to kulturno politiko, gremo malo bolj konkretno. Če zdaj v bistvu postavljate nek festival in je vaš cilj na tem festivalu, bi si jasno želeli naslednje leto več ljudi, je fajn malo bolj konkretno definirati ta cilj, ne? Ker če se ga tako nasplošno postavili, bo spet izgubljen ta fokus skupine, ker bojo vsi toliko različnih stvareh razmišljali, da mogoče ne boste prišli do nekega jedra. Se pravi, če se boste spraševali, za naslednje leto hočemo na našem festivalu, koncertu več ljudi, boste probali, ne vem, mogoče te cilje malo bolj specificirati na način, da boste gotovili, radi bi pridobili več mlajše populacije, radi bi v bistvu boljše izkoristili te pa te promocijske kanale, radi bi to dosegli v takem pa takem obdobju, se pravi, da probate cilj čim bolj definirati, hkrati pa spet ne preveč, tu je pa pol tudi ta malo umetnost treninga teh stvari, no, se pravi, zdaj, če boste rekli, cilj nam je, da v bistvu na naslednji ediciji festivala boljše izkoristimo Facebook za to, da bomo dosegli več poslušalstva, je ta cilj mogoče preozek, pa boste šli reči, zanima nas v bistvu, kako bomo s pomočjo digitalnega marketinga, komunikacije dosegli ta cilj. Ne? Se pravi, mora biti jasno, hkrati pa mogoče ne preveč preozko, glede na to, da je pač termin, kot je Facebook, v bistvu zelo soroden tudi eni širši skupini, ki se reče digital marketing, digitalna komunikacija. Super je cilj postaviti v obliki vprašanja. Se pravi, vprašajte se, kako bomo z uporabo digitalnih spletnih komunikatorjev dosegli boljši rezultat pri obisku našega festivala. Ker takoj, ko imaš to v obliki vprašanja, začneš dejansko razmišljati o tem, kako. Ne? Če samo postaviš cilj v obliki stavka, povedi s piko, mogoče ni dosti človek pozvan k temu, da začne dejansko razmišljati, kako, kaj bomo naredili za to, da bomo to dosegli in tako naprej. Ideje pri brainstormingu, to je spet en fail. Se pravi, če je tukaj fail ta, da so ponavadi ti cilji preveč nejasni za vse, ki so udeleženci, je problem idej v tem, da jih prehitro začnemo soditi. Se pravi, ena ekipa ima zdaj jasno definiran cilj in začnejo brizgati ideje in v bistvu nekdo reče idejo in že mu en skoči not, to se ne da, to narobe razumeš in potem se tukaj ustavijo stvari. To se meni v bendu skozi dogaja, ne vem, koliko je vaša praksa, ampak nekdo v bistvu nekaj predlaga in namesto, da bi mi najprej dali cel ta proces, celo to nevihto skozi in šibali stvari, se mi v bistvu začnemo že takoj pikati v neke podrobnosti, neke ideje in se čez 1 uro smo še zmeraj pred tem istem problemu, začnemo se fajtati o tem, kdo ima prav, kdo nima in je konec, se skregamo, gremo domov. Zaradi tega nima smisla se v tej fazi nabiranja idej dejansko ukvarjati z kvalitativno presojo idej. Tako pravijo, da 60 idej je super naklampati v pol ure, ne ukvarjaš se s tem. V bistvu, ko bomo pol videli, imaš tudi določene stvari, ki prav namerno štartaš na čim bolj odbite ideje. Štartaš na absolutno neizvedljive reči, štartaš na bizarne reči, mogoče že malo povezane z kriminalom, ampak samo zato, da v bistvu samega sebe v bistvu izkoristiš do konca, zato da nabereš vse tisto, kar se ti zdi možno. Ne? In pol je dejansko šele faza neke selekcije. Se pravi, ko imaš pa ti pred sabo enkrat 60 idej, recimo, da imaš 10 ljudi, vsak provajdal v 20 minutah 6 idej, in imaš teh 60 idej na kupu, lahko pa začneš, tole čist mimo, to absolutno tole tako, mogoče treba še malo pošejpati, malo bolj preoblikovati. In pa cel kup stvari se pol začne sestavljati. Se pravi, če bi nas 20 ljudi
zdaj začeli na kos papirja pisati svoje ideje, sem prepričan, da več kot pol teh idej bi bilo v bistvu enakih, oziroma podobnih, bi jih lahko hitro združili v neko skupno idejo in šli naprej. Ja, in zato je fajn v bistvu, da ni preveč ljudi udeleženih, oziroma niti premalo ljudi. Pravijo, da tam 6 do 12 je super, da če imaš pač band, si moraš hitro najti še menedžere in podobno, zato da bojo še oni kaj povedali. To je dejansko res, ne? Se pravi, če zdaj en band, 4-članski band diskutira o neki reči, vse to se da, ampak je v bistvu fajn, če se recimo še kdo k temu pridruži, da dobi še neke ideje, kot rečeno, ne? Iščemo tu nore, nenavadne, čist mimo ideje in je v bistvu super, ne vem. Jaz vem zgodbo, ki je, ne vem, neka skupina marketingašev iskala nek slogan za, ne vem, nek produkt in so 4 ure tam sedeli, to delali, na koncu je v bistvu že čistilka brisala tja. So rekli, no, gospa, kaj pa vi mislite o temu? In ženska pač pogleda, neki blekne ven in unim se posveti v bistvu najboljša možna rešitev, ki je niso v celem dnevu našli, recimo. Ne? Fajn je, da ni to več kot 30-45 minut glih zaradi tega, ker pač potem človek malo zbrano zgubi, pade energija, vedno večja možnost nekega fajta. In pa v bistvu trik v tem, da so lahko pravzaprav te igrice kar zabavne. Ne? Se pravi, tehnike, ko v bistvu pride do nekih idej, so lahko v bistvu super, ne, in zaradi tega van so posem ti team buildingi in vse te štorije, ki se ima dejansko folk fajn in je to v bistvu tudi eno super okolje, v katerem si dejansko toliko sproščen, energičen, da si sposoben kreirati neke zanimive rešitve. Ok, ne? Spravi, biti inovativen ni stvar navdiha, biti inovativen pomeni predvsem biti sposoben svoj možgan malo drugače uporabiti. Glih danes sem študiral, glede na to, da so tile božični časi približujejo, sem študiral, koliko je v bistvu ljudi, ki postavljajo božično jelko in v bistvu koliko ljudi dejansko ve, zakaj se postavlja božična jelka. Pa sem šel malo googlat, ker vem, da sem se to enkrat na faksu učil, da je pač božična jelka sploh ni božična jelka, ampak je to uporaba jelke povezana z poganskimi časi, se pravi pred novorojenim in kasneje ostalim. Se pravi, in jelka je nek simbol, ki odganja slabo, ki pred neko novo obdobje postavlja neko zaščito, upanje in tako naprej. Ne? To mi je padlo na pamet, ker sem razmišljal, koliko stvari mi v bistvu na dnevni ravni počnemo, brez da bi sploh 1% možgana zares vklopili in se vprašali, zakaj to delamo. In jaz sem danes odločil, da bi v bistvu samo 4 precej easy case teh tehnik predstavil. Ne? Se pravi, te tehnike so naravnane na to, da vas na nek način prisilijo, da se zabavate, da vam je fajn, pa da pridete do nekih idej, ki jih po nekem težkem naprezanju možganov v bistvu ne bi bili sposobni producirati. Ne? In ena taka zanimiva je naključna beseda. Pravi, s pomočjo naključnih besed stimuliramo možgane, da razmišljajo iz različnih smeri. Ne? Rečemo primer. Da se ta naša naključna beseda imenuje, ne vem, morski pes. In vaš cilj, ki ga hočete doseči, se recimo, ne, imate tudi v Mariboru podoben primer, ki ga imamo v Ljubljani, da na vratih piše, da se koncert začne ob 8 in potem se koncert dejansko začne ob 10:30 in organizator pravi, da je to zato, ker ni ljudi, ljudje pa pravijo, da je to zato, ker organizator itak vedno začenja 2 uri kasneje. Ne vem, pri nas se to redno dogaja, pa rečemo, da imamo ta case, ne? Se pravi, imamo cilj, koncert ob 20h, to je naš cilj.
zelo enostavno in jasno. Ne? Dajmo ga v obliko vprašanja. Ne? Ko sem rekel, bi se ful boljše razmišljati v obliki vprašanja. Se pravi, vprašanje v tem kontekstu bi se začelo, kako doseči, da bodo obiskovalci ob 20h v dvorani. Ne, s tem smo v bistvu detektirali, kje je problem. Ne? Se pravi, folka ob 8 še ni, zato bo koncert se začel šele takrat, ko folk bo, folka pa v bistvu cajt ne bo, ker itak vejo, da se koncert ne bo začel, dokler ne bo folka. Ne? In potem razmišljamo to skozi perspektivo morskega psa. Torej, kje nam lahko morski pes pomaga, da iščemo ideje, kreiramo ideje. Neumne, pametne, vsaka možna ideja. Sam streljati bi jih morali, zato da pridemo do nekega zanimivega rezultata. Ne, ima kdo kakšno idejo? Morski pes, koncert ob 8. Lahko vam dam en primer, sem to, da boste videli, kaj imam v mislih. Ne? Recimo, ideja ena je lahko ribja župca. Free, valjda, ne? Ob 7:30. Kaj še lahko ideja? Plakat z morskim psom, ki te bo požrl, če ne prideš v ur. Ok. Da boš ti njega požrl položno. Tudi prav. Ostrina zoba od odprtega gobca morskega psa. Ne. Kaj? Imaš point. Ki asocira na ostrino odločitve organizatorja, da bo začel ob uri, pa če bo prazna dvorana, ne. Ok. Lahko rečemo tudi, recimo, všeč mi je bila ta beseda ostrina, ne? Ki je lahko zdaj v bistvu začnemo zelo naprej razvijati. Ne? Lahko rečemo ostrina organizatorja, se pravi, bo neomajen, ostrina komunikacije. Ostrina publike, ne? Tako? Možda si ima več vrsta sobe kot obiskovalci na koncertu. Ok, kako idejo bi z tega generiral? Da, če ni obiskovalca kot zob v čeljusti ob dani uri, kot naprimer čas prehranjevanja morskega psa, Okay. morski pes brez zob se ne more prehranjevati. Se pravi, koncert odpade. Okay. Ja? Mislim, iščemo idejo, na kak način, se pravi, ljudi moramo... Obiskovalci imajo več zob kot organizator. Ja, da se pravi, lahko rečem, ne vem, izpeljemo iz tega ven idejo, če pač ne bo, ne vem, brez 10 ljudi ob, ne vem, ob 20:30 koncert odpade. In se predstavljam, če bi to komunicirali, če bi dejansko folku dali vedeti, če pač vas ne bo ob 8:30 tam, koncerta ne bo. Se to podoben trik kot tisti, ki pa prideš pol 11 na Metelkovo v klub, pa vidiš, da si slišal zadnji komad, ker si pač zajebo, ne? Najbolj zagriženi dobijo, ne vem. Zagrižen. Ja. Pijača z nastopajočimi. A in nakratko, Shark vodka do 8 Bloody gratis. Mary. Sorry, kaj? Kaj da? Shark vodka do 8 gratis. Ne? Smo že pri morski. Pa lahko greste širše, ne? Se v bistvu morski pes ni zdaj nujno to, ne? Ne rabi biti ta župca nujno od morskega psa. Gre sem za to, da vam pač ta asociacija morskega psa vas tešči v neke nove fore, ne? Meni je recimo zanimiva tudi to, recimo sponzorji hitro pridejo tu v igre.
Ne? Vi začnete kar naenkrat razmišljati, ok, nimate živalskega vrta pa akvarija imate, evo, akvarij, ne? Se pravi, gratis, karta, akvarij za prvih x ljudi, ne? In tako naprej. In kaj je fora? Za zamudnike plavajo z morskim psom. Tako, ja. Ne? In to je igra, ki se lahko greste v nedogled. Ne vem, jaz včasih, ko vozim avto, gledam registrske table, pa potem iz onih črk, ki jih vidim gor, se mi rodi neka ideja in začnem v bistvu sam pri sebi premišljevati. To je dejansko nekaj, ki je lahko ful zabavno in pridete do nekih rešitev, mislim nekih idej, ne še rešitev, ki niti slučajno ne bi na njih mogoče pomislili. In rezultat, zdaj smo jih takoj že 6, še več, 10 smo jih imeli zdaj takoj v parih minutah. Da si predstavljate, če bi jih imeli 60, pa bi med temi 60 sicer bilo 6 takih, ki bi dejansko lahko preizkusili, realizirali. Seveda bi postali potem neke kazalnike, videli, ali je bila to na koncu pametna odločitev, ali smo šli pa malo predaleč, ali je kdo poštekal, kaj hočemo s tem povedati, ali smo mogoče falili kje drugje, ali smo bili mogoče premalo ostri v komuniciranju, kljub samo, da smo ponujali gratis vodke in ribje župce in zastonj karte za akvarij. Ok, štekamo? To je ta primer naključne besede. Lahko iščemo podoben problem. Ne isti, se pravi, tudi to je isti problem. Če imamo problem, zakaj se koncert ne začne ob 8, je to v bistvu isti problem kot zakaj folk, kaj narediti za to, da bo folk ob 8 v dvorani. To je v bistvu ista reč. Podoben problem je pa nekaj drugega. Podoben problem pa vi v bistvu probate najti podoben problem iz nekega čist drugega življenjskega okolja. Recimo, če imamo problem, da folka ob 8 ni v dvorani, imamo kak podoben problem. Kaj bi lahko bil podoben problem? Otrok ob 8 dni v šoli. Ok, jaz nimam otrok, ti jih imaš. Kako izgleda? Iz vidika učiteljice, ali kako? Z vidika starša, zato ker gledaš iz svoje perspektive. Prav podoben problem iščeš v tem, se pravi, ti imaš doma nek problem, ki je neko situacijo, ki je mogoče zelo podobna tej, ampak jo v tistih okoliščinah imaš tudi neke rešitve, koliko se tega lotiti. Ne vem, otroci morajo vstati kdaj? 6:30. To že tudi lahko neko ekvivalenco vežemo. Kva mora obiskovalec koncerta delati ob 18:30? A mora mogoče dobiti še kak reminder, koncert je danes, a mogoče moramo pod nos že vodko tiščati. Ne vem, kaj narediš za to, da otroci ob 6:30 vstanejo? Ja, ena se sama stane od sebe, ker si nešto To je ona, ki je za to koncerte. To je sama disciplina. Druga pa se še nekaj časa obrača, tako da jaz upoštevam to še njeno preobračanje in počasno zbujanje, da potem jaz 6:45. Se pravi, imaš nek buffer do 6:45 in kaj narediš ob 6:45? Se malo bolj postajam agresivna pri tem. Ja, se pravi, imaš malo več ostrine, ne? Malo več ostrine. Moraš kdaj tudi kaj podkupovati? Tudi. Ne vem, bombone že laki je ob 6. Ne, ampak nekaj imaš, ne? Če ostaneš zdaj, potem boš imela čas pogledati ceno. Bova šla v akvarij, ne? Ja. Poldan ali pa. Ok, zdaj sam za to iste primere delam, zato da povezujemo, ne zato, da bi... Lahko pa iščemo nekaj čist drugega, ne vem, kaj bi še lahko človek naredil. Marko, ti imaš tudi otrok, kot trave, vej, kaj ti narediš? Da, se to je fora, veš, mečeš, probaš se čim bolj vreči van iz... Ne rabimo zgubljati preveč časa. Ja, mislim, definitivno so posledice,
če nisi točen, ne? Zdaj, Ja. zdaj imaš ti zdaj tam, ne vem, imaš karte, ampak pa moš v den določenem času samo karte lahko minje za, ne vem, za pesnice ali za karkoli, ali za to kot nagrada, ali za to kot neka barijera, da boš ob 18:30 si že obuval čevlje pa hodil šel na koncert. Mislim, ja, vse te posledice so po mojem premalo na nek način opozarja na koncertni sceni. Ampak je stvar komunikacije, ne? Se pravi, da v bistvu poudarjaš komunikacijo, da pač pridi 15 minut prej, zaradi tega, da boš lahko prišel v dvorano, da boš lahko, ne vem... Ne, ampak oboje nekako asocira, da se je pač očitno treba z enim primerom za šolarje, drugim primerom z obiskovalci na različne načine ukvarjati, iskati... Ti rabiš 10 minut, da se preobuješ v šoli, ne? Pa da se pripraviš v razredu, v bistvu tam rabiš neke aktivnosti, ki se morajo zgoditi, da parkiraš, da prideš skozi, da se izogneš gužvi. Točno to, prav. Obiskovalci, zrihtaš, rečeš parking, samo do, ne vem. Pred koncertom ali pa, ne vem, da se dobiš na neki poziciji, mislim, ne, skozi gre za to, da... Ker se v bistvu sproščeno lahko udeležiš koncerte, da ni zelo, da si zdaj zamudil pred skupino, ne? Kar se meni zgodilo, ker smislu, da bo v Hali Tivoli na Fake Memorih, ne vem, začeli šele od, ne vem, 10, pol 11, pol si pa zamudil, ne vem, kaj so bili skanko na nas, kaj so že bili, ne. Pa jih pač več ni bilo, ne, ko smo mi prišli tja. Mogoče je tudi to dobra fora, ne? Ti si zamudil skanka Nancy, ker si vedel, da so, ne? En je mogoče zamudil skanka Nancy, pa si je itak v štartu mislil briga me, ne? Ampak je potem, ne vem, nek foto, video z tega koncerta v bistvu pokazal folko, fuck, le, kaj smo zamudili, ne? In ga mogoče na ta način nekako pominja še, le pač naslednjič bo točen, če hočeš te stvari videti, ne? Štekamo? Gremo dalje? Ok. Zdaj pa v bistvu, tukaj smo v bistvu cel cajt skušali nekako razmišljati proaktivno. Razmišljali smo dobesedno o problemu, ne? Se pravi, mi hočemo spraviti ljudi ob 8 na koncert in šibamo ideje, kaj vse bi lahko naredili za to, da se to realizira. Pol, rečemo, da ne. Pa se lotimo zadeve z ene druge strani, pa rečemo, ob 8 nočemo nobenega. Nočemo, da sploh kdo prije na koncert. In se v bistvu vprašamo, kaj lahko naredimo za to, da nobenega ne bo na koncert. Zakleneš vrata. Ha? Zakleneš vrata. Temno naredimo. Plakat danes ni koncert. Kaj se rekla, plakat? Plakat danes ni koncert. Ali pa brez plakata. To je plakat. Javna objava. Javna objava. Ni koncerta. Lahko ste še malo bolj inspirativni. Kaj veste, da v bistvu folk ve, da bo koncert, ampak vi nočete tam. Spravi, dajte, ne vem, za nič ozvočenje. Promoviraš do koncerta. Dragi grande. Brez tonske vaje. Kak? Brez tonske vaje. Ja, to bo bolj band. Ja, vse to, ja, brez ton, no. Turbo folk Turbo folk. Da pride ali da odide, ker nikoli... Čakaj še malo. Čakaj. Prej grupa. Ali pa ne, ali pa tudi Turbo folk se bo igral, ne? Kva še, toplo pivo. Zamašen WC. Brez WC.
Zakaj to delamo? Da v bistvu ugotovimo, kva se dela narobe, da ni folka. Pravi, ne vem, verjetno meni se je že zgodilo, ne vem, priješ, probaš, viš, sploh ni. Zakaj ni? Zato, ker je na Facebooku pisalo, da bo ob 8, tam na MCC pisalo, da bo ob 7, se pravi narobe komunikacija, neusklajena komunikacija, brez luči, ne vem, slaba elektrika, ne? Imamo v kurcu štrom, vse nam crkuje, valjda folk na hodil tak plac. Ne plakatiramo, ali pa pišemo gor neke nerazumljive informacije, ne vem, imamo ogromen plakat, napišemo Martinovo Maribor, pa tu spodaj malo napišemo nek band, ki bo igral, pa v bistvu tega noben ne vidi, folka ne bo. Imamo za Andrek Frštekrijo, imamo Pijanega Tonca, folk ne bo hodil na take špile. Tudi bendi v končni fazi verjetno dosti manj se zanima za vaš plac, če pač ne omogočate tehničnih pogojev in če v bistvu ciljate na to, da itak vam je vseeno, ali bo kdo prišel, ne bo. Delate napačne programske odločitve, nimate v redu poštimanega cateringa šanka, imate za Andrek WC-ja. Se pravi, vse to se dela dejansko, cel kup teh stvari narobe, zato da prijemo do tega, vse ni nič čudnega, da noben ne hodi na naše koncerte. Zdaj to sliko obrnemo, pravi, zdaj v bistvu samo potreben neko brat in začneš razmišljati o tem, kaj vse v bistvu bi mogel človek biti pozoren na to, da bi na koncu pa vendarle 8, koliko smo v štartu rekli, imel na koncertu 100-150 ljudi. Ja, da bi imel dober experience. Ja. Spravi, tukaj smo zdaj probali biti progresivni, tukaj pa delamo zdaj malo v vinku, malo v bratu, hočemo na nek drug način priti noter, na koncu valjda do tega, da bomo vse to upoštevali, pri tem, da se bomo dejansko teh stvari izognili in bili pozorni pač na te stvari, zaradi katerega folk ne hodi na naše koncerte, recimo. Štima? Ok, še eno imam, ki je v bistvu podobna. Saj v bistvu smo tukaj zdaj že šli zelo v to smer. Ampak tukaj smo zdaj delali, ta fora tega je, da delaš zelo na pamet. Se pravi, zelo na pamet skušaš hitro definirati stvari, ki lahko vplivajo na to, zakaj folka ne bo tvoj plac. Se pravi, tukaj se postavite v folk, nočemo nobenega, kaj bomo naredili za to, da ne bo nobenega. In ko prijemo do ugotovitev, kaj bomo naredili za to, da ne bo nobenega, bomo mogoče pozorni na te stvari, poštimali stvari in dejansko upali na to, da bo slika boljša. Tukaj pa mi vseeno hočemo, za to, da bi se koncert zgodil. Se pravi, tukaj imamo znova cilj, pa rečemo, da smo zdaj že malo bolj specifični. Se pravi, imamo koncert ob 20:00, imamo kapaciteto dvorane, recimo 200 ljudi. In mi vemo, da se bo recimo ta špil začel, če bo 50 ljudi, se bo verjetno mogel špil počasi začeti. Se pravi, ciljamo recimo na to, da ko bo ura 20, bo v dvorani vsaj 50 ljudi, da se lahko koncert dejansko v neki še relativno normalni uri začne. Se pravi, smo spet konstruktivni, ampak v bistvu nismo, ker bomo zato naredili vse narobe. Zdaj pa gremo v bistvu samo pogledati, kakva so pravila. Se pravi, kakva so ta splošna pravila za to, da bi dosegali to. Se pravi, prej smo gledali, kakva so pravila za to, da ni nobenega, zdaj pa ipak gledamo na to, kakva so pravila, da bi folk bil na koncertu. Se pravi, kaj rabiš najprej? Odklenjeno in osvetljeno. Odklenjeno dvorano, osvetljeno dvorano. Ok, ne gremo zdaj čisto po unem vzorcu, zdaj gremo v bistvu bolj po nekih pravilih. Ti, ko delaš Mladinin oder, kakva so pravila tega? Kaj se moraš najprej zmeniti? Nastopajoči pride. Ok, rabiš band, ne? Ne najaviš. Promocija. Zdaj imaš promocija, ne? Kaj rabiš pol?
ne, zmeniti se moraš s toncem, ne, Podporo teh. oprema, plus tonc recimo, ne. Še kaj? Šank, če je. Šank. Sanitarij. To je povedano šank. Šank WC, ajde rečemo, da to nekako ne, po eni strani not, po drugi ven. Da. Plus minus. Folk rabiš, ne? Smo spet pri oni, pač, no, dobro, se smo tu rekli promocijo, pa potem, da dejansko rabiš, ajde rečemo še to, samo zato, da prijemo do neke končne točke, rabiš folk, se pravi obiskovalci, ne? Ki pač plačajo nek fee, pa pobrati moraš karte, ne? Stopnino. Se pobira, ne? Ok, jaz sem da nakažem point. Se pravi, zmeniti se moramo z bandom. Mi bomo rekli, ne bomo se zmenili z nobenim bandom. Delati moramo promocijo, pa lahko malo bolj specifični. Kakšni so ponavadi promocijski kanali? Da? Plakati, digital, ne? Mislim, fajn je biti vsaj malo bolj specifičen, ker pri tem delu smo dosti bolj specifični. Ne? Vsak od nas ima verjetno nek modus operandi, ki točno je temu časovnica, da naredim to pa to. To smo zdaj zelo ne? Tukaj not so tudi pogodbe, tukaj not je svašta, dogovori z menedžerjem, pogajanje o ceni, spravi cel en kup detajlov. Ne? Ampak point, kaj hočemo mi narediti, nič od tega, mi bomo naredili vse obratno od tega, vse bomo naredili narobe. Prav ne bomo se sploh z nobenim bandom nič zmenili, brez plakatov, plus socialnih omrežij, nič ne šmirgamo. Opreme ne rabimo, tonca ne rabimo. No alko. Ali pa sploh nič. Kaj? Zglavno zabavo, ne? Ja, tako ja. Si zadev point, veš. Za folk nam je v bistvu vseeno, če kdo bo, folk nas ne zanima, ne. Pa potem karte, čeprav bojo, jih ne bo noben čekiral, noben gledal. Se pravi, no. Smo imeli tak primer v Hardware. Se to je trik, ne, ko se kup te stvari pol dejansko v praksi dogajajo. In to je za challenge. Pravi, organizirati morate koncert, ciljate na to, da bo ob 28 not 50 ljudi, da se bo začel koncert. Nimate benda, niste sploh promovirali, imate problem, nimate nobene opreme, nimate tonca, ne ponujate alkohola, v bistvu vam je vseeno, če kdo pride, ne? Oziroma vam ni vseeno, če pride, ne? Ampak v bistvu ugotovite, da vam ste vmes pozabili na to, oziroma računate, da bo folk itak prišel, pa sicer imate neke karte, ampak ni nobenega tam, ki bi to sploh čekiral, pobiral. Se da ta koncert izvesti? Misliš, da ne? Mislim, gre za to, ne da se izvesti valjda na tak način, ampak kaj se da narediti? Ne vem, od občine si pa dobil Jurija in ti dejansko moraš na ta dan 18.11. v 20h izvesti ta koncert. Sicer pač ne veš, da bo ta denar, mogo boš pač ta denar vrniti, če si ga že potegnil dol, ali pa pač bo šel skozi okno. Ok, če nimate benda, pa če nimate promocije, se pravi, v bistvu malo bolj kompleksna je reč, kot tukaj, zdaj smo zelo samo na hitro napisali neke stvari, ampak to bi izgledali to, ne? Valjda ne morate delati niti neke promocije, če nimate benda, ne? Kaj boste napisali? Ampak je vprašanje, res ne morate, ne? Se pravi, ponavadi gre postopek bend ti svoj press kit pošle, imaš ime benda, imaš fotke, imaš tekste,
to uporabljaš na plakatih, socialnih omrežjih, skozi folk buzeriraš s tem, da boš imel koncert, zdaj pa tega ne delaš. Se pravi, folk ve, da koncert bo, pa ne ve nič, kdaj se bo zgodil, kdo bo špilal. Ne vem, lahko narediš surprise koncert, ne? Lahko narediš, lahko rečeš, ne vem, zdaj smo pa kreativni, zdaj pa moramo mi iz tega ven nekaj potegniti, ker ni nujno, da je sploh tako zelo eksplicitno napisan, da se tega zelo držimo, ampak to bi v bistvu pomenilo, ok, folk ve, da imamo koncert, ampak ker nimamo benda najavljenega, kaj bomo naredili? Bomo, ne vem, rekli, koncert pa kurira ta pa ta, in ker je ta pa ta taka faca, bo to v bistvu nek koncert presenečenja, zaradi katerega vi boste tam, ne vem. Da bo... Pa pridi džemat, prinesi svojo pijačo. Limited edition, pa v tem smislu ekskluzivni event, secret koncert. Ja, se pravi, naenkrat v bistvu imaš nek surprise band, ne? Imaš neko ekskluzivo, ekskluziva, ki bi lahko izgledala na ta način, da daš folku vedeti, dobimo se ob 8, ne, ob 7:30 se dobimo na železniški postaji, nimate pojma, kam gremo, kaj bomo delali, ampak se bomo imeli fajn, pa koncert bo, ne? In v bistvu, zdaj moramo iti naprej, ne? Ok, zdaj šit je, ker nimamo neopremene tonca. Torej kaj, bomo delali akustik. Lahko delamo unplugged, lahko naredimo v kleti Centra za kreativnost totalno hud žur, ne? Se pravi, ciljamo na to, da bomo folk pripeljali sam dol. Ne bomo se spečali z alkoholom, ker, ne vem, bo to v bistvu, folk sploh ne ve, to bo reggae dogodek, ker bo v bistvu 20 kil trave in itak ne bo noben nič pil in vsi bojo zapohani, ne? In v bistvu folk nas ne zanima, zato ker vemo, da bo folk tam, ker jih bomo z nekim drugim triggerjem dobili na finto. In za karte nam je pa v bistvu tudi čisto vseeno, ker bo bodisi koncert brezplačen, ali pa bo tam, ali pa bo prostovoljni prispevek, ne. V Gali Hali so imeli super projekt Istopnina. Istopnina. Ja, če ti je koncert fajn, apeliraš. Ampak event komunicira nekaj drugega, se pravi, generira neko drugo vrednost, ne. Ne, se fora te igrice ni v tem, da zdaj ne boš tega naredil, ampak skozi to si mogoče prišel do nekega koncepta, koncerta, dogodka, ki bo folku zanimiv, nekaj novega, neka nova izkušnja, no, zanimivo bo za band, zanimivo bo za folk, zanimivo bo za sponzorje, dobil boš nek nov prostor, katerega boš to lociral. Ok, ta je malo bolj kompleksna, ampak sem to, upam, da je bilo kolikor toliko jasno, kaj v bistvu hočemo narediti, ne. Hočemo se v bistvu možgan v neko tako sfero spraviti, ki mu ni nič več jasno in pa mora kar naenkrat začeti razmišljati, kaj pa narediti, da bo ipak se ta koncert recimo na koncu zgodil. To veliko o tem. Teh stvari je ful. To obstajajo, mislim, tako kot sem rekel, že na ravni teh postavljenih se lahko s tem poigrava človek dneve in dneve, predvsem pa je teh tehnik še veliko več, ki jih danes tukaj v bistvu nekako nimam časa predstavljati, ker je že tako fajna urca, ne? Bomo počasi zaključili. Samo to še povem, da v bistvu teh tehnik je še ful. Recimo, meni je ena zelo zanimiva tehnika. Spomnite teh verižnih pisem, ki si ti dobil neki, pa je tam pisal, če naš to 7, ti bo mačka umrla, bajta zgorela in tako naprej, ne? En recimo koncept verižnih pisem, ki je meni zelo zanimiv, mogoče ga lahko samo na hitro skiciram, imamo bili še toliko časa. Ne vem, imate 4 ljudi v grupi, 4 ljudje, ne, 6 smo rekli, ne, 6 do 12, pa recimo, da jih je 6. 6 ljudi in vsak dobi kos papirja. Vsi imajo v bistvu nek challenge napisan, ne? Nek cilj je jasen, se pravi, koliko doseči, da bo na koncertu, ne vem,
20 čez 8, 50 ljudi. In v bistvu, se pravi, če smo 4, pa si bomo podajali, če nas je 6, pa si bomo to podajali, bo v bistvu vsak nekaj na ta isti list napisal. Ne? Se pravi, bomo imeli recimo 2, 3, 4, 5, 6 stavkov. Tale prvi moram dati eno najbolj butasto, bizarno idejo, kaj se jih bo spomnil. Recimo, da prodajate CD, svoje CD. In recimo ta prvi bi rekel, ta mora biti v bistvu zelo bizaren in mora reči, ne vem, kaj bi bilo bizarnega. Da ko pridejo, dobijo CD in še 5 evrov. Dobro? Spravi, za 100 CD plus še 10 evrov. Okay? Pol, ta list gre naprej, ne? Spravi, nekdo drug. Kaj je v bistvu cilj v tem kontekstu? Ne vem, prodati 100 CD-ev v naslednjem mesecu dni. Ok. Ampak kaj je to, da folk v bistvu ve, da lahko pride v trgovino, si vzame CD, pa še 10 evrov zraven dobi. Dobro. Ta list gre naprej, ne? Spravi, ta oseba, ki je druga na vrsti, mora še uporabiti to izhodišče, ampak iti še bolj bizarno varianto. Ok, samo to je že različno, mora biti povezano s tem. Ja, jaz sem pripričan idejo, da ko si greš iskat, oziroma ko dobiš CD 10 evrov, imaš noter še kodo, Ja. s katero imaš doživljenjsko njihovo diskografijo za 100 zadovoljnih. Ta je dobra, ampak daj še nekaj bolj odbitega. Za 100 koncerti doživljenjsko. Ali pa ti bom malo pomagal, samo da bomo še bolj bizarni. Spravi, nekdo, ki pride dobiti CD in 10 evrov, ne? Kaj to moramo zdaj nadgrajevati? Ja. Še band povabi na piknik domov. Ok, dajmo še bolj, nekaj še bolj odbitega. Da postaneš kot kreator dela benda. Postane del benda. Ja. Postaneš del benda. Samo kaj pol, če bo 100 ljudi prišlo, In po mailu a ti bi hotel biti v bendu s 100 drugimi. Lahko pa pošalješ po mailu svoj sound, ki ga bodo vključili v edit, v studio. Ja, pa bi reve že dobili 100 soundov. Ki bo izmontiral. Kaj pa če rečemo rajško, samo zato, da bomo probali to speljati do konca, da bo čim bolj odbito. Greš po CD, dobiš 10 evrov in potem te domov odpelje z avtom. Priješ peš po CD. Pevec te pelje na dejt. Hm? Pevec od benda te pelje na dejt. Basist že. Na deci, ne? Ok, precej bizarno, ne? Zdaj pa v bistvu, ko gre ta listek naprej, so pa v bistvu vsi tile naslednji. Zdaj lahko gremo še bolj. Če hočemo iti, lahko gremo še bolj. Ne vem, pevec te pelje na deci in potem, ko spijeta ta deci, pride bobnar in te pelje domov, ne? Ker bobnari ponavadi ne pijejo, ne? Ne smejo, ker ne morejo iti scat sred koncerta. Mi klaviaturisti lahko. Ok, zdaj pa v bistvu tile trije imajo pa zdaj zahtevno nalogo, ne? In zdaj, če to kroži med vsemi, se vsi naenkrat znajdejo. Vsi v bistvu dobijo kos papirja v roko z nekimi totalno bizarnimi idejami. In zdaj pa morajo v bistvu ti ljudje že producirati nekaj, kar se pa dejansko da narediti na tej osnovi. Spravi, ne vem. Torej, da ob nakupu CD-ja dobiš neki voucher za 10
za benke. Ja, se pravi, ne vem, si zrihtaš kaj, nekega sponzorja, Taksi službe. sponzor, kaj bi bil ta sponzor lahko? Vse vemo, sponzorji bo v končni fazi nekaj od tega hoteli imeti, ne vem. Treba, imaš taksi službo, ki te skoncerte. Taksi služba, ja. In kaj pa pol, na kak način se deje taksi služba, ne vem. Ja, taksi služba, ne? Benefit je, da ne reš voziti domov. Ne, ampak probamo nekako pol, da ta taksi, to neko, ne, zdaj, prišli bomo do neke taksi službe in bomo tole povedali, da bo verjetno vsaka služba gledala na začetku malo po strani. Kak nadgrajujemo? Se pravi, tukaj je en dolar predlagal, zrihtaš si sponzorja za taksi službo, ki bo v bistvu providal teh 10 € po glavi, pa prevoz. Pa zrihtal bo še neki vina, ali pa neki še taksi, pa nek lokal, recimo, ne? Če si ti, recimo, da imaš Uber, si ti na platformi, ne? Si ti v bistvu tudi nekaj ima benefit, taki promocijski lahko. Ja. Ja, ne, se pravi, ali pa recimo, ne vem, se pravi, ti imaš zdaj problem, ker ti moraš zdaj zrihtati te CD-je, pa teh 10 €, ne? Če si postaviš kanal, ne, za prodajanje. Se pravi, kaj rabiš? V bistvu rabiš, v končni fazi rabiš nekega Jurija stisniti noter, ne? To ti po mojem s temi jakimi sponzorji in tako niti ne bo tak problem. Pevca, bobnerja že itak imaš, ker nimajo v interesu, da se ti CD-ji prodajo, bosta že pevec. Itak rad pije, bobnar pa recimo, da je v bistvu... Ciljne skupine so pa tisti, ki hodijo na koncerte, recimo, ne? Torej, tisti so tisti potencialni kupci CD-ja, ne? Tako, ne? Se pravi, da imaš takoj že neko povezavo, ali pa recimo, da je še ta lokal, ima tudi koncerte delo, ne? Se pravi, da hočeš... Ali je to Šiška, ali je to Sesena, ne? Da, se pravi, imaš lokal, ki dela koncerte in bo itak providal ta del civina, imaš pevec se itak rad druži s folkom, pa da mu vsi govorijo, koliko je on najboljši. Bobnar v bistvu rad fura dobre avte, in v bistvu, ne vem, taksi služba zrihta BMW-ja, karavana, da dobi noč vso opremo, da lahko pokažem svoje nove činele in tako naprej. Itd. Se pravi, point tega je v bistvu v tem, hotel sem sam pokazati, kako enkrat začneš pametno razmišljati, se ti začnejo neke nove povezave sestavljati, ki so dejansko izvedljive. In prodajaš za ceno Jurija, ki zrihta taksist ali pa lokal, sta pevec pa bobnar takoj največji faci na sceni, prodajajo 100 CD-jev, oziroma v tem primeru jih dajo, pač žrtvujejo 100 CD-jev, ampak mogoče je teh 100 glih dosti, da prebijajo tisto mejo popularnosti, se znajdejo v Vikend magazinu, to še obstaja, top najbolj prodajanih plat in tako naprej. Tako imaš neko medijsko zgodbo. Hvala, to je bilo vse za danes. Evo.